in sestre, današnjega mučenca, Božjega služabnika, Ignacija Nadraha, bi najprej rad predstavil v kratkem življenjepisu. Rodil se je 21. julija 1896 na Mrzlem polju, to je nedaleč od sedanje župnijske cerkve v Ivančni Gorici. Družina je bila kmečka, veliko je bilo otrok, on je bil prvi. In dali so ga študirati v Škofove zavode v Ljubljano. Njegov stric Ignacij Nadrah, potem kasnejši generalni vikar tukaj v Ljubljani in pa stolni prošt, pa je plačeval njegovo šolanje. In leta 1916 je zaključil svoje šolanje v Škofovih zavodih z maturo, ki jo je podpisal dr. Janez Gnidovec, poznejši skopski škof in tudi Božji služabnik. Po maturi je Nace, kako so mu rekli, ker so imeli v sorodstvu dva Ignaca, je potem starejši stric bil Ignac, mlajšemu pa so rekli kar Nace. Začel študirati bogoslovje. To je bilo v času Prve svetovne vojne, ko so kot begunci v stiškem samostanu živeli goriški škof Frančišek Sedej, potem vsi profesori in vsi bogoslovci, tako da je potem Nace začel študij bogoslovja kar v Stični. Ko se je končala Druga svetovna vojna, so vsi odšli nazaj, Nace pa je odšel v Ljubljano in je v Ljubljani nadaljeval teološke študije. 18. julija 1920 ga je škof Anton Bonaventura Jeglič posvetil v duhovnika, seveda kot goriškega duhovnika. Zato je po posvečenju šel nazaj v goriško škofijo in tam začel svoje pastoralno delo, najprej kot kaplan v Zapotoku pri Kanalu, potem kasneje kot kaplan v Solkanu in še kasneje kot kaplan v Kobaridu. V Kobaridu se je zelo zavzemal tudi za slovenski jezik in za narodno zavest. Ker je bil Italijanom preveč na poti, so ga sklenili, da ga bodo zaprli. Toda Nace je vzel pot pod noge in je šel preko meje v Ljubljano in tukaj vprašal škofa, če ga vzame v službo. Pa je škof takrat odgovoril, da ima dovolj duhovnikov, da ne rabi toliko duhovnikov. In Nace je nadaljeval svojo pot proti severovzhodu in je šel delovati v Mariborsko škofijo. Najprej so mu dali delovno mesto kot kaplan pri Sveti Trojici v Halozah. Potem kasneje je bil kaplan v Hočah in še potem kasneje kaplan v Namuti. Leta 1928 pa je bil imenovan za župnika pri Sveti Mariji v Puščavi. To je čudovita ozka dolinica v obrobju Pohorja, kjer stoji znamenita cerkev, romarska cerkev Device Marije v Puščavi. Potem je prišla Druga svetovna vojna, ko so Štajersko zasedli Nemci in so izselili vse slovenske duhovnike in ti so pribežali zopet v stiški samostan. 50 jih je takrat živelo v stiškem samostanu. Tudi Nace je odšel isto pot, toda ni se naselil v samostanu, ampak je doma pomagal na kmetiji, očetu in vsem drugim. Kasneje, ko je bilo konec vojne, je skupaj z drugimi begunci bežal čez mejo na Koroško. Na meji, že na začetku poti so imeli smolo,
da jim je granata ubila konja in patru Kolumbanu Oberstarju, ki je bil takrat stiški menih, utrgala nogo. Nace in njegovi tovariši pa so nadaljevali pot na Koroško. Tam se je hitro zbral skupaj z drugimi duhovniki, ki so kot begunci prišli na Koroško in čakal, kaj se bo zgodilo. Toda on ni dolgo čakal, hitro je vzel pot pod noge in po drugi strani prišel nazaj na Štajersko in zopet v svojo župnijo Sveto Marijo v puščavi. Hitro se je lotil prenovitvenih del v cerkvi in je v kratkem času to lepo romarsko cerkev čudovito prenovil. Potem pa se je začelo dogajati tisto, kar je zelo zaznamovalo njegovo življenjsko pot. 9. januarja 1947 je bil Nace sam v župnišču. Njegova gospodinja je šla na Dolenjsko, na Drago domačijo in je tam preživljala svoj dopust. Dobil je obisk, že 2 tedna prej ga je obiskal neki oznovec, da se je pozanimal, kako izgleda življenje v župnišču. 8. januarja zvečer pa se je neki človek pretihotapil iz šolskega dela župnišča. V župnišču je namreč bila tudi šola in oba prostora sta bila povezana, tako da se je skril v šoli in potem preživel noč v šoli. Ko se je zjutraj župnik Nace odpravljal k sveti maši v cerkev, ga je pričakal na stopnišču. 2-krat ga je močno udaril železnim drogom po glavi in Nace je obležal v luži krvi. Ko je prišel njegov ministrant k sveti maši, je videl, da je cerkev še zmeraj zaprta. To se mu je zdelo čudno in pohitel je župnišče, ki je bilo odklenjeno. Našel je župnika Naceta ležati v mlaki krvi, ko je vzdihoval in prosil Boga, naj mu pride na pomoč. Ta je šel hitro povedati drugim ljudem, ki so potem obvestili policijo in tudi zdravnika so poklicali. Ta je napisal napotnico, naj ga takoj odpeljejo v bolnico, toda prevoza ni in ni bilo. Šele popoldne tistega dneva, se pravi 9. januarja 1947, je prišel mimo neki tovornjak, pa so ga ustavili in so župnika Naceta naložili na tovornjak in ta ga je odpeljal v bolnico v Maribor. Tam je živel še 3 dni, potem pa je zapustil ta svet in se preselil k Bogu. Njegov dekan, župnik v Lovrencu na Pohorju, ga je medtem obiskal in mu podelil sveto maziljenje in vse druge zakramente in da ga tako pripravil na odhod k nebeškemu očetu. Ko smo pripravili knjižico Življenje župnika Naceta, smo obiskali vse te kraje, tako da sem vse te kraje sam videl, obiskal, da si lahko predstavljam, kako je vse to skupaj izgledalo. Smo se potem srečali tudi s tistim ministrantom, gospodom Karničnikom, ki je takrat zjutraj prišel in ga našel v mlaki krvi. Povedal je, da pravzaprav vedo, kdo je bil ta človek, ki mu je vzel življenje. Povedal je, da je bil mož, ki je bil med vojno včlanjen v Hitlerjugend. Potem se je na nek način spreobrnil in stopil k partizanom in postal komunist. Ampak niso mu čisto zaupali, zato so hoteli naj izvrši nekaj junaških dejanj, da mu bodo verjeli
da je res njihov. In eno izmed teh njegovih dejanj je bilo tudi to, da je ubil župnika Naceta. Kasneje se je sam tudi te stvari povedal, da si nekoliko olajšal vest, da ni več nosil te bolečine v sebi. Dragi bratje in sestre, ko gledamo to zgodbo življenja župnika, ki je bil poln energije, poln dela, ves predan službi Bogu in ljudem, pa se lahko vprašamo, pa komu je bil na poti, da ni mogel še dlje izvrševati svojega poslanstva. Lahko se sprašujemo, zakaj, a pravega odgovora ne bomo našli, ker najbolj se spomnimo iz Svetega pisma tistega stavka: Božja pota niso naša pota in Božje misli niso naše misli. Lahko rečemo, da Bog s krivimi črtami, tudi s takimi življenji, kot je bilo to, naredi nekaj čudovitega za naš narod in za nas. Glejte, Nacetova žrtev je gotovo bila tista žrtev, ki je bila potrebna, da so iz te krvi, ki je bila prelita, sklili novi duhovni poklici. Če gledamo družine, koliko je bilo v kasnejših letih novomašnikov, ko jih je bilo 65 na leto, lahko rečemo, da ti fantje, ti mladi duhovniki so zrastli iz krvi naših slovenskih mučencev. In glede, na ta način je prelita krvi župnika Naceta postala slovenskemu narodu v blagoslov. Pa še bi lahko naprej razmišljali. Glede, Bog Naceta, župnika Naceta ni vzel slovenskemu narodu, ampak nam ga je podaril. Podaril nam ga je kot priprošnika v nebesih, kot vodnika v nebesih, ali kot je prej gospa omenila, kot zvezdo, ki nam sveti v našem življenju in nam kaže pot k Bogu. Zato njegova žrtev ni bila zaman, njegova žrtev je bila daritev. In gledajte, tudi njegovo življenje nas kliče k podobnemu življenju. Seveda ne k enakemu, ampak življenju, da bomo tudi mi znali z vso ljubeznijo nositi v srcu svojega Boga, ga poslušati in mu služiti življenjem. Tako da vsak naš dih življenja postane hvalnica Bogu in zahvala za vse to, kar je že v naših življenjih čudovitega naredil. In gledajte, ko danes praznujemo tudi god svetih japonskih mučencev, če prebiramo njihovo poročilo o njihovi mučeniški smrti, lahko vidimo, da so se ti možje pravzaprav veselili, da bodo tako hitro, po tako kratki poti prišli k Bogu, po poti mučeništva. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo poklicani k mučeništvu, pa ne k mučeništvu krvi, ampak k mučeništvu duha. Poklicani smo, da samemu sebi, svojemu jazu, svojemu ego rečemo ne in damo prostor Bogu, da v nas deluje, da mesto svoje volje izpolnjujemo Božjo voljo. To pa vemo, da ni lahko, ker smo marsikdaj tako ukrivljeni vase, da vidimo samo sebe, samo svoje potrebe. Taki možje, zvezde našega življenja pa nam kažejo, da naj ne gledamo le nase, ampak naj gledamo na drugega. Postajati moramo kakor sveča, ki se použiva. Glejte, sveča nima od tega nič, kadar gori. Samo to, da dogoreva, ampak ogreva in sveti vsej svoji okolici. Tako so tudi takile možje, mučenci, Božji služabniki, za katere molimo, da bi bili čim prej postavljeni na oltar,
in da bi jih imeli kot priprošnike pri Bogu, da nam tudi taki ljudje svetijo in nas ogrevajo in navdušujejo za Boga. Naš veliki redovni oče, sveti Bernard, je včasih, kada se je počutil nekoliko utrujenega, ali pa je videl, da ne ve, kako bi šel naprej, ali se mu je zdelo tisto, kar mora narediti, težko, pa si je rekel: Bernard, če so zmogli oni, boš zmogel tudi ti. Dragi bratje in sestre, tudi mi si lahko večkrat rečemo: če so zmogli oni, zmorem tudi jaz. Pa ne sam, ampak z Božjo pomočjo. Amen. Jezusovo srce je svetišče Božje ljubezni, je vir moči in milosti za vse, ki se k njemu z zaupanjem zatekajo. Bratje in sestre, za to ponižno in dano prosimo: Jezus, usliši nas. Jezus, ki si nam razodel ljubezen svojega srca, posveti svojo cerkev. Jezus, usliši nas. Prižgi v svetu, ki je poln sovraštva in sebičnosti, ogenj svoje ljubezni. Jezus, usliši nas. Pokliči k sebi vse utrujene in obtežene in jih poživi s svojo dobroto. Jezus, usliši nas. Užgi naša srca s svojo ljubeznijo, da bomo zadoščevali za malomarnost in mlačnost mnogih kristjanov. Jezus, usliši nas. Prosimo te, da bi cerkev prepoznala svetost življenja Božjega služabnika Ignacija Nadraha in bi bil kmalu prištet med blažene. Jezus, usliši nas. Jezus, prosimo te, naj zgled vere, darovanja in zvestobe Božjega služabnika Ignacija Nadraha krepi slovensko cerkev in vernike. Jezus, usliši nas. Jezus, naj se razodenajo svetniška življenja slovenskih mučencev